Pozdravljeni v AV kuhinji za najboljše. Moje ime je Mojmir in danes bomo pripravljali čips iz kranjske klobase z pekočo hrenovo omako. Je zelo preprosta jed, sliši se zelo zakomplicirano, vendar je pripravljena v slabe pol ure, malo sestavinje. Potrebovali pa bomo kislo smetano, sladko smetano, hren, lahko je pasteriziran v kozarcu ali pa svež, kakor vam je bolje, strok česna, čili in pa kranjsko klobaso AVE. Prvo, kar moramo narediti, je, da nastavimo pečico in sicer nastavimo na pečenje na 180 stopinj. Da bomo naredili čips kranjske klobase, bomo rabili dva pekača, ki gresta eno drugega, se lepo ujemata, in pa dva silikonska papirja. Če tega nimate, lahko date tudi peki papir, vendar je to veliko boljše, manj se omaže, samo pod vodo operemo in lahko naprej uporabljamo. Zdaj pa kranjska klobasa. Rabimo zelo oster nož. Najboljše je, če imate doma salamoreznico, boste tudi veliko prej končali. Jo prerežemo na pol. In pa z seveda zelo ostrim nožem režemo čim tanjše rezine kranjske klobase po dolžini. Moramo tudi paziti, da je lepo enakomerno, da se bo čips lepo spekel, ker če bo na eni strani predebelo, potem tam ne bo hrustljavo, ampak bo pač kot kuhana kranjska klobasa. Tako. Je pa zelo zanimiva jed. Ponavadi se za tako stvar uporablja panceto v restavracijah, ki jo spečejo kot čips. Je pa tudi zelo luštna zadeva, lahko uporabimo na kakšni zabavi, če povabimo prijatelje namesto čipsa, in bo to po mojem veliko bolj zanimivo ob kakšni tekmi. Zdaj, ko imamo narezano kranjsko klobaso, jo lepo zložimo na silikon ali peki papir, kar imamo doma. Lepo eno zraven druge. Moramo paziti, da se nam klobasa ne prekrivajo med sabo, ker se lahko potem sprime in nam to razpade v roki, ko hočemo to narazen dati. Seveda, če imamo doma peki papir, je prednost tudi to, da lahko odrežemo po velikosti pekača, kot vidite, meni malo ven štrli, ampak nič za to. Prekrijemo z drugim silikonom ali peki papirjem. Tako. In pa na vrh položimo drug pekač, da fajn obteži klobaso, da je fajn ravna, da ni zavita, kakor pečena v ponvi. Bo lepo prišlo kot čips in postavimo v pečico. In pečemo 20 minut na 180 stopinj. Ta čas pa lahko si pripravimo že našo pekočo hrenovo omako. Za omako v večjo posodo damo dobro žlico hrena, struk česna, ki ga narežemo na lističe. Probamo, da so čim tanjši lističi, da ko bomo ugriznili ven, da ne bo preveč počesno okusa. Če imate doma suh česen, lahko date tudi suh česen. Na to dodamo dve dobri zvrhani žlici kisle smetane za strukturo. Premešamo, da se lepo združi s hrenom in česnom. Zdaj pa za to kremast okus in da bo bolj kot omaka, dodamo rečemo 2 žlici sladke smetane. Da bomo tej omaki dodali tudi nekaj svežine, da ne bo samo smetano na smetano. Lahko dodamo malo belega balzamičnega kisa, pol žlice. Premešamo. Tako. Dodamo poper. In pa za to, da bo naša omaka pekoča, dodamo čili z morsko soljo, ki je v bistvu že zmešana kombinacija
čilija in morske soli, da vam ni treba še dodatno soliti. Je sušen čili, je zelo zdrav, predvsem v večjih azijskih državah, ga veliko uporabljajo. Dober je za našo prebavo, za naš imunski sistem, ima veliko C-vitamina. Zdaj, lahko spustite ta čili, če vam ni preveč všeč, če imate pa radi pekoče, pa lahko date, kakor hočete, čisto po okusu. Jaz sem ga dodal tako malo, da mi bo majhno zapeklo in še probamo. In naša omaka je narejena. In evo je, so pečene. Diši že lepo. Pa poglejmo. Kot vidimo, so lepo temno-rjave barve, take kot morajo biti. Sedaj moramo počakati samo še približno 10-15 minut, da se lepo ohladijo, ratajo res hrustljave in lahko serviramo. Čips se nam je ohladil. Za samo serviranje sem uporabil 2 lista zelene solate, da malo poživi cel krožnik. Na ta 2 lista lahko, kakor domišljija hoče, zložimo ta čips. Jaz ga bom preprosto nametal gor. Zraven sem dal šalčko, da izgleda lepo domače, prijetno, v katerega bom dal zdaj našo pekočo hrenovo omako. Takole. No, en je še ostal, da mi to še probamo. Kakor slišite, je hrustljavo. Dobro. In naš čips kranjske klobase s pekočo hrenovo omako je gotov. Dober tek.